Lep pozdrav, Mihael Žmahar iz Duhovnega ateljeja Potovanje duše sem s tabo in tokratni nebeškoskop imam pa jaz čez, oziroma Akaša ga ima čez. Akaša je rekla, da bi rada dala vsakmu izmed vas zelo jasno vodstvo na vaše nebesno znamenje, kaj v tem mesecu zdaj početi, na kaj biti osredotočeni oziroma na kaj biti pozorni, zato da bo vaša manifestacija močna. In meni osebno je Akaša fantastična, zaradi tega, ker že dolg časa delam z njo na tečaju Akaški terapeut. To je tečaj, na katerem učim ljudi, kako se povezovati z Akašo in kako spreminjati akaške zapise. In zdaj, da na hitro povem, kaj je Akaša in kaj so akaške zapisi, za vse tiste, ki ne veste in danes to gledate prvič. Akaša je največje informacijsko polje v vesolju, v katerega se nalagajo vse informacije o vseh živih bitjih, o vsem, kar razmišljajo, o vsem, kar čutijo in o vsem, kar počnejo. In je nek tak mogočen kozmični arhiv, v katerem najdemo vse izume, vse možne manifestacije, načrte, za karkoli želimo narediti in potem v bistvu to kanaliziramo iz Akaše v svoje življenje in tukaj to udejanjamo. Prav tako pa so v Akaši naši akaški zapisi. To pomeni, vsak človek ima za svojo inkarnacijo vnaprej določene neke podzavestne smernice, kakšno manifestacijo bo imel, kakšno življenjsko poslanstvo bo imel, kaj mora narediti, kaj se uči, kaj je dobro, da naredi. In vse te podzavestne zapise v obliki akaških zapisov lahko ljudje beremo. In danes se je Akaša odločila, da pomaga vam, glede na nebesno znamenje, enega izmed teh zapisov, zato je se jim prebrati in vas pomagati usmeriti v pravo smer. Tako da, preden grem pa na nebeškoskop, če vam je tole zdaj zavibriralo, če vas Akaša zanima in bi radi vi brali svoje zapise za svoje življenje, zakaj tako razmišljate in kaj morate spremeniti energijsko v sebi, da se vam bodo stvari drugače postavile, da bo drugačna manifestacija, pa si bo definitivno pogledajte tečaj Akaški terapeut, ki ga začnem 15. oktobra. To je tečaj izjemnih kozmičnih znanj in ja, izostril in izučil vas bom v akaške terapeute, da boste lahko spreminjali akaške zapise in jih brali, kolikor boste to želeli. Še en tak tečaj, ki pa zelo soroden akaški energiji, ampak čist drugačen, ampak frekventno zelo podoben, je pa modra alkimija. Modra alkimija je pa tečaj, na katerem v bistvu učim ljudi spreminjati resničnost z Atlantisom. Atlantis ima zelo pomembne, močne manifestacijske kode, s katerimi lahko povzroči, da se nek kraj začne drugače razvijati. Ali pa da nek človek zraste meteorno v svoji psihi, v svoji manifestaciji in napreduje v življenjskem poslanstvu zelo hitro naprej. Take skrite kode voditeljstva pa Atlantis upravlja. Zaradi tega danes še to omenjam, ker govorimo o manifestaciji za jesen. Tako da manifestacija to jesen bo zelo močna za vsa nebesna znamenja, sam pa vsak mora pa svojo stvar poštimati, vsak mora narediti tisto, kar njegov akaški zapis veleva, da je fajn, da naredi. In da bo šlo življenje v pravo smer, da bo šlo življenje v pravi tok, je tukaj nebeškoskop, ki vam bo pri tem pomagal. Pa gremo kar. Prva stvar, ki bi rad povedal je, da nisem pričakoval drugače, da bomo za Akašo danes delali, zaradi tega, ker je Akaša zelo skrivnostna energija v ozadju. Potem se je pojavila za nebeškoskop in sem rekel, ok, potem pa se očitno res pomembne stvari ta mesec dogajajo. In res je, ta mesec lahko vsak človek energijsko postavi stvari tako, kot želi. Ta mesec je manifestacijsko izjemno močen, ampak mora to narediti na pravi način. Zato sem tako vesel, da imam za vas sporočila, ki vam bodo pri tem pomagala. Pa začnimo. Prvi ste ovni, bomo začeli z rogovi. Ovni, za vas je zelo pomembno, da frekvenčno sebe uskladite s planetom. Frekvenčna notranja usklajenost je eden izmed pomembnih akaških zapisov, ki jih imamo ljudje. Ta akaški zapis pravi, če si ti notranje frekvenčno usklajen z okoljem, v katerem živiš, potem ti bo delovanje v okolju dobro. Boš lahko manifestirala v okolju tisto, kar želiš. Boš razumela okolje in se bo okolje frekventno odzivalo na te. Če ti nisi notranje frekvenčno usklajena z okoljem, v katerem živiš, ti v okolju ne bo ratel ustvarjati. Ne bo ti ratel manifestirati. In ovni, vi rabite začeti se frekvenčno usklajevati z okoljem. To pomeni, ulovite naravni bioritem. Takrat, ko noč pojete spat, takrat, ko dan bedite, jejte sezonsko hrano. Ne jeste tukaj v tem obdobju uvožene hrane, ker frekvenčno ni usklajena z vami.
Takrat, ko dežuje, pejte v meditacijo, pejte v introspekcijo, takrat, ko si je sonce, se tudi vi pogovarjate z ljudmi, delite svoje ideje, realizirajte projekte, bodite ekstrovertirani. To pomeni frekvenčna uskladitev. In če je zunaj megla, potem pejte vi pogledati, kaj vam povzroča meglo v vašem razmišljanju in do katerih občutkov težko dostopate. In naprimer, če je zunaj pozitivna, neka močna, sončna energija, takrat vi pejte v to močno, jasno komunikacijo, v ta močna prepričanja. In to je vaša naloga, usklajenost, frekvenčna usklajenost s planetom. Na ta akaški zapis pazite. Potem ste naslednji biki. Vaš akaški zapis pravi, da preverite posledice svojih delovanj. Včasih ljudje ne preverimo posledice svojih delovanj, pa potem ne ugotovimo, kaj nam te posledice prinašajo. Biki, vi imate zelo močno energijo in veliko stvari, ki jih naredite, ima veliko močnih posledic. Ampak včasih ne razumete vseh posledic, ki jih vaše besede, vaše dejanja sprožajo. Veliko ljudi razume neposredne posledice, te, ki se zgodijo takoj, te, ki se zgodijo na isti dan, ampak ne razume pa več posledic, ki se zgodijo en teden kasneje, eno leto kasneje. In to je vaša naloga, biki, da razumete. Kakšne so posledice? Zakaj je to pomembno? Iz dveh razlogov. Ker če vi delate danes pozitivne stvari, dobre stvari, boste kot posledico dobili karmične nagrade. Vesolje vas bo nagradilo z karmičnimi nagradami. In fajn je, da jih prepoznate, da veste, katere so in da jih lahko vzamete. Ker fora je, da veliko ljudi na tem planetu spregleda karmične nagrade. Vesolje jih nagradi za nekaj, oni pa to spregledajo zaradi tega, ker ne razumejo posledic. To je prva dobra stvar. Druga stvar pa je, da če boste kakšno stvar naredili, ker ne boste čisto prepričani, ali je dobro, da naredite ali ne, in boste pregledali posledice vnaprej, se lahko izognete negativnim posledicam zaradi tega, ker se odločite, da pač tega ne boste naredili. Če imate kako stvar, glede katere niste prepričani in vidite, posledice so izrazito negativne na druge ljudi, name, na svet, ne tega narediti. In tako se izognete karmičnim sankcijam, s čimer si močno olajšate življenje. In ta akaški zapis zelo pozorno, pomembno je, da ga v tem mesecu zdaj spremljate in da ga ozaveščate. Naslednji ste dvojčki. Dvojčki, vi imate zelo močen akaški zapis jasnosti v sebi, ki vam omogoča, da lahko hitro spremembe v življenje dobivate, uveljavljate. Ampak to vam pa lahko včasih medejo potencialni akaški zapisi odvisnosti. Če imate v sebi energijski zapis odvisnosti, da ste odvisni od nečesa, ali od nekih informacij, nekih vrst informacij, ali od neke hrane, ali od neke navade, ali od nekega razmišljanja, potem bo vaš to odvisniško energijo podzavestno kopiral na vse, česar se boste novega lotili. In to je v bistvu recept, da ponavljate eno in isto stvar v življenju. Nekaj, kar ste včeraj delali, boste z odvisniškim razmišljanjem, navadami danes ponovili. Ker je odvisniška energija toliko močna, da vedno preprogramira, dominira novo energijo, ki pride v življenje. V tem mesecu lahko naredite močne stvari, ampak se rabite znebiti odvisnosti. Zaradi tega, ker vas non-stop vračajo nazaj, back to square one, bi rekli Američani, nazaj na začetno točko. In zelo pomembno je, da razumete, da je odvisnost neka taka stvar, ki je lahko zelo nadležna. Tako kot tisti razvajeni otroci, ki hoče vedno vse imeti, ki hoče, da se cel svet vrti okoli njih in hoče, da starši živijo za njih. S takimi otroki ni fajn hoditi okoli, ker skozi komplicirajo in se skozi derajo in skozi hoče pozornost. In tako delujejo odvisnosti. Tako da pogledajte, kater vaš način razmišljanja, kateri vaši vzorci, katere vaše navade so odvisniške in skozi hočejo, da jih znova in znova živite, govorite, izvajate in se jih načrtno znebite. Na tak način se vam bo zelo akaški zapis jasnosti odprl, boste takoj videli, kaj je prava stvar za vas in kaj ne. Ok, bravo, dvojčki. Naslednji ste raki. Raki, vi imate pa trenutno zelo močen akaški zapis zastanosti in ga morate spremeniti v akaški zapis novih širjenj zavesti. Rabite si razširiti svojo zavest.
takoj, ko boste začeli razširiti svojo zavest, ko boste dali v svoj željo in zahtevo, da se razširi, nove možnosti v življenju, da vidi, nov level doseže, takrat se vam bo akaški zapis uspeha popolnoma nadgradil. Ne pravim, da zdaj ni v redu, pravim pa, da je lahko veliko boljše, veliko bolj obilno, veliko bolj uspešno, ukolikor boste razširili svojo psiho. In svojo psiho najlažje razširite z novimi cilji, z novimi vizijami, da dodate v svoje življenje neko novo možnost, ki je včeraj niste imeli. To se pravi, da za vas je zelo pomembno, da greste ven iz cone udobja, da greste ven iz ustaljenega načina življenja in da dodate nove sestavine v življenje, s katerimi se boste začeli ukvarjati. In to bo spremenil vaš akaški zapis priložnosti v življenju in posledično manifestacije. Potem ste naslednji levi. Jaz sem tudi lev, tako da zdaj bom najverjetneje govoril v prvi osebi množine. Levi. Mi imamo zelo močno akaško energijo manifestacije v besedah. Levi imamo zelo močen zapis manifestacije v besedah. Ampak zaradi tega, ker imamo zelo močen zapis v besedah, imamo tudi močno odgovornost v besedah. In če levi nimamo usklajene frekvence besed, ki jih govorimo, potem nam manifestacija lahko ne uspe. Za leve je zelo pomembno, da v tem mesecu poskrbimo za izgovorjene besede. Moramo dve stvari razumeti. Prva stvar je, da besede imajo svojo frekvenco. To, kar mi govorimo, to frekvenčno vpliva na svet okoli nas. Ampak manifestacija ni zgrajena samo iz besed. V življenju ne dobi človek samo tisto, o čemer govori, ampak tudi tisto, o čemer misli. Kar moramo pa zdaj levi poskrbeti je, da bojo naše besede frekvenčno usklajene z našimi mislimi. Ker, če imamo mi v glavi ene misli, govorimo pa druge besede, pomeni, da imajo naše misli drugačno frekvenco kot naše besede. Pomeni, da se nam bo ustvaril energijski konflikt in manifestacija se bo zaustavila. To se pravi, da si levi, rabimo svoj dar govora, ki ga imamo, začeti uporabljati tako, da bo zunanje frekvenčno usklajen z notranjo frekvenco. Takrat, ko je to usklajeno, bo vsaka beseda, ki jo bomo izrekli, manifestacijsko se prijela in nemudoma zasejala seme uspeha in novih možnosti in obilja. Ampak to je treba, ta akaški zapis je treba utrditi ta mesec. Potem smo v nadaljevanju prišli do devic. Device, vi v tem mesecu imate pa zelo zanimiv akaški zapis. In ta akaški zapis je spremenjen časovni okvir. Kaj to pomeni? Ko se človek energijsko odloči za neko manifestacijo in vedno določi nek časovni okvir, to pomeni, da človek reče, danes začnem in to bi rad, da se zgodi v roku enega leta. In ta časovno pričakovanje je eden izmed ključnih elementov manifestacije. In to časovno pričakovanje v bistvu potem določi tempo manifestacije in to avtomatsko določi, kateri resursi bodo manifestacijo gradili, katere ljudi moramo potegniti v manifestacijo. Ker če naš časovni okvir, da bomo mi čez 2 leti neko stvar naredili, rabimo mogoče 10 ljudi, da to realiziramo. Če pa naš časovni okvir, da bomo čez 3 leta neko stvar naredili, rabimo pa mogoče samo 5 ljudi, da to realiziramo. In težava nastane, ko se začne spreminjati časovni okvir. To se pravi, človek nekaj začne delati in vmes spremeni časovni okvir, znotraj katerega bi rad manifestacijo zaključil. In potem se zgodi kaj? Bam, vse se poruši, celotna manifestacijska struktura se spremeni. In to včasih device rade delate. Se postavite nek cilj, vizijo, potem pa spremenite časovni okvir. Ne spreminjate časovnega okvirja. Časovni okvir je eden izmed najmočnejših akaških zapisov in je ključen za uspeh v vašem življenju. Če ste se odločili za nek časovni okvir, se ga držite in ga furite, ker se vam bo vmes manifestacije prilagodila tako, da bo časovni okvir, okolikor bo seveda opravljeno delo, dosežen. Ne rabite časovnega okvirja rušiti, ker boste s tem rušili manifestacijo. Tako da, to je akaški zapis devic. In naslednje so tehnice. Tehnice, vi rabite pa akaški zapis konstantnosti. To pomeni, vsak človek ima eno frekvenco, in v tej frekvenci vibrira. Glede na to frekvenco v njegove življenje prihajajo določeni ljudje, priložnosti, okoliščine, informacije. To so informacije, ki so frekvenčno usklajene s človekom. To so ljudje, ki so frekvenčno usklajeni z ljudmi.
To pomeni, če imate vi svetlobno frekvenco tehnice, da ste fajn ljudje, da ste energijsko sproščeni ljudje, da imate vizije, cilje, manifestacije in tako dalje v glavi, željo, in da ste svetlobni. Ja, in tudi če gledate ta video, ste svetlobni, ne rabite skrbeti, imate dobro svetlobno frekvenco. Težava nastopi, če se začnete vi v življenju ukvarjati s stvarmi ali pa sprejemati odločitve, ki imajo pa negativno frekvenco. To pomeni, vi cel teden živite zdravo, jete zdravo, se gibate, športate, pa greste pa v soboto zvečer na zabavo in tam pijete zelo veliko alkohola, ki ima pa izrazito negativno temno frekvenco. Vam bo ta frekvenca alkohola v soboto zvečer sesula celotno frekvenco, ko ste cel teden gradili. In pa boste v nedeljo padli frekvenčno in boste v torek, sredo frekvenčno popolnoma zmedeni in boste šele v četrtek prišli na isto svetlobno frekvenco nazaj, kot ste bili pred zabavo. To pomeni, da imate nekonstantno frekvenco in to zelo veliko ljudi dela. Zelo veliko ljudi je znotraj sebe frekvenčno, svetlobnih, potem se pa skozi hoče družiti s frekvenčno kaotičnimi ljudmi ali pa gledati frekvenčno temne informacije. In vsaka taka stvar, ki pride v vaše življenje, vam sesuje frekvenco. Mi pa ne moramo manifestirati v življenju, če imamo labilno frekvenco. Naša manifestacijska struktura, fokus mora biti usmerjen, mora biti konstanten. Če mi skozi spreminjamo vibe, jaz temu rečem, potem ne bomo mogli nikoli vedeti, kdo smo. In če ne vemo, kdo smo, ne bomo nikoli mogli zahtevati, kaj želimo narediti. Manifestacija je vedno odvisna od jasnosti. Zato držite konstantno frekvenco. Če ste svetlobni znotraj sebe, družite se s svetlobnimi ljudmi, jejte svetlobno hrano, spremljite svetlobne informacije, delite svetlobne projekte, tako boste ohranjali svojo frekvenco. Naslednje ste škorpijoni. Škorpijoni, vaš akaški zapis je zapis novih znanj. Takoj kot človek sprejme novo znanje v življenju, se mu spremeni celotna možnost, kaj lahko doseže. In če dobiš dobro, kvalitetno znanje, se ti spremenijo možnosti na boljše. In škorpijoni, vi ste zelo pametni in imate zelo veliko informacij že v glavi, ampak te informacije, ki jih imate trenutno v glavi, vam ne koristijo več. Rabite nove informacije, ki bodo odprle nove možnosti. Zato škorpijoni, prosim, v tem mesecu načrtno začnite konzumirati nova znanja. To so lahko znanja iz področij, katere že zdaj upravljate in vas zanimajo, ampak mora biti nove raziskave, nove ugotovitve. Lahko pa si izberete popolnoma novo področje in začnete iz popolnoma novega področja znanja prinašati v svoje življenje. In to je zelo pomembno, da naredite. Zaradi tega, ker imate močno energijo, ampak če ne boste dali novih znanj v življenje, vam akaški zapis ne bo odprl novih možnosti. In če ne boste imeli novih možnosti, vam bo postalo dolg čas in ne boste uresničili svojega potencijala. Tudi ta mesec je pravi mesec za nova znanja. In to vam lahko popolnoma na boljš spremeni vse. Potem ste naslednji strelci. Strelci, vi imate akaški zapis vpliva. Morate razumeti, da imate sposobnost vplivanja na ljudi. Imate podzavestno zelo močno manifestacijo vplivanja in zelo močno voditeljstvo. Kaj to zdaj za vas pomeni? To za vas pomeni, da ne boste pasivni v komunikaciji in v odnosih. Ampak vedno, ko boste hoteli neko stvar povedati, ko boste hoteli neko stvar predati, zahtevati, prositi, karkoli, vedno povejte najprej to informacijo ljudem, predajte informacijo, ampak potem pa pomagajte ljudem informacijo razumeti. Imate zelo močen akaški zapis učitelja, ste zelo inteligentni in lahko ljudem pojasnite še toliko zakomplicirano informacijo. In vam se bo manifestacija veliko hitreje odvila, če bodo ljudje, ki bodo del vaše manifestacije, vedeli, zakaj se gre in bojo razumeli procese in bojo razumeli dogajanje. Vi to razumete, ampak včasih podzavestno sklepate, da tudi drugi tako razumejo. Ne, drugi ljudje imajo drugačen način razmišljanja, drugačne izhodišče, s kateri gledajo neko informacijo in rabijo včasih dodatno razumevanje, katerega pa vi lahko zagotovite. Vaš akaški zapis pojasnjevanja, učenja aktivirajte in potem vam bo vse steklo ta mesec. Naslednji ste kozorogi. Kozorogi, vi imate prav tako zelo močno inteligenco, ampak rabite več energije dati v razumevanje procesa vsega, kar počnete. To se pravi akaški zapis globine vsega, kar počnete.
več energije namenite temu, da pogledate v globino nekega odnosa in da razumete ta odnos na čim širši ravni. To se pravi, nek človek pride v vaše življenje, ni dovolj, da vi veste osnovni namen, zakaj se vidva družita. Zelo pomembno je, da razumete, kdo je ta človek, kakšen namen ima ta človek, kje se lahko povežeta, kje lahko v prihodnosti sodelujeta in kje sta si že danes energijsko drugačna. Vse te informacije rabite in to so informacije, ki vam bodo dale poglobljen vpogled v situacijo. Pri vas se v podrobnostih skriva močna manifestacija in to, da vi polno razumete proces, vam bo dal moč nad procesom, zaradi tega, ker boste znali predvideti vse outcome, vse možnosti. Videli boste priložnosti tam, kjer jih drugi ljudje ne vidijo in videli boste opozorila tam, kjer jih drugi ljudje ne vidijo. Vneste globoko razumevanje v vsako stvar in potem boste dobili nadzor. To pomeni, razumite, kaj jeste, poglejte etikete, poglejte deklaracije, preberite si zakonodajo, pozanimite se, kako sistem deluje in to vam bo dal moč. In to vam za akaški zapis veleva za ta mesec. Potem ste vodnarji. Obstaja en akaški zapis vodnarji, ki mu rečemo zamenjava sorodne duše. Kaj to pomeni? To pomeni, ko se tebi v življenju zamenja ključna sorodna duša, ti to sproži neke nevidne energijske tokove, ki spremenijo možnosti zate. In tebi se v tem mesecu menjuje sorodna duša, ali se ti je pa pred kratkim zamenjala. To se pravi, neko bitje v tvojem življenju je pred kratkim zamenjalo frekvenco in vajna narava odnosa se je spremenila, kar bo zdaj povzročilo neke posledice v vajnem sodelovanju. Ali pa prihaja v vaše življenje nova sorodna duša, ki bo odprla popolnoma nove možnosti odnosa, nove karierne možnosti, nove manifestacijske možnosti. In vaša naloga je, da to sorodno dušo, ki je lahko človek, lahko je žival, prepoznate. In da veste, aha, to je ta sorodna duša, ker je to v bistvu, ste v zelo močnem procesu spreminjanja akaškega zapisa sorodne duše. Ena močna sorodna duša, svetlobna, lahko spremeni vso manifestacijo in dvigne na popolnoma nov nivo. In to vas zdaj čaka ta mesec. Tako da super, zanimivo. In potem ste še ribe. Ribe, vi imate zelo močen akaški zapis manifestacije za to jesen, vendar pa v vašo smer kar dosti energijskih napadov leti. In ko prileti energijski napad v akaški zapis, se le ta en mal zamaje, poruši in posledično se poruši manifestacija. Veliko manifestacij na tem planetu ni uspešnih, ni realiziranih zaradi tega, ker so izrušili energijski napadi, ki prihajajo ali od drugih ljudi, ali od njihove podzavesti, ali so ljudje ljubosumni, ali so ljudje sami živčni, pa potem projicirajo svojo živčnost na vas. Ne vem, iz katere smeri prihaja energijski napad, ampak za vas je pomembno, da aktivirate, jaz temu rečem, akaški ščit. Da začnete v glavi prepoznavati, kaj vam koristi in kaj vam ne koristi. In tisto, kar vam ne koristi, proti temu ustvariti zelo močno prepričanje, da tega ne želite. Postaviti negativne ljudi stran od sebe, negativne informacije zavestno zablokirati in zaščititi svojo manifestacijo. Zato, da bo potem manifestacija zdržala, da je nihče ne bo sabotiral. In to je ključno za ta mesec ribe, da veste zase. Zaradi tega, ker energijski napadi na manifestacijo deluje tako kot rja na železo. Rja železo strohni, železo postane prepereno, zlomiš ga lahko, neuporabno in nočete, da se to zgodi v vaši manifestaciji. Bodite pozorni na zlo, vse negativne energije, ki letijo v vašo smer in pogledajte, kje je vir in ta vir distancirajte ali pa celo dehidrirajte. Tako da, evo, dragi moji, to so bili akaški zapisi za ta mesec. Akaški zapisov je na stotine in stotine in ne moremo danes midva za akašo v nebeško skopo vam vsega povedati. Če se želite naučiti brati akaške zapise in razumeti, kaj vam definira uspeh v biznisu, v zdravju, v manifestaciji, v odnosih, kateri so ti zapisi, ki funkcionirajo in katere je treba nujno zamenjati, pridite na tečaj akaški terapeut, ki se začne 15. oktobra, dobite certifikat in lahko delate akaške terapije potem naprej s tistimi ljudmi, s katerimi želite, kolikor želite. Tisti, ki želite pa zelo močno manifestacijo postavljati, se rabite pa nujno naučiti modrokristalnih kod Atlantisa, Atlantisove alkemije. To so pa zelo močne kode, s katerimi lahko delamo ali z ljudmi, ali s celotnim krajem.
in lahko prizemljujemo ideje. In je tako čudovit tečaj, da ga definitivno vsak alfa manifestator rabi poznati. Tako da, začne se 8. oktobra, tako da to sta dva tečaja, na katera te povabim, okolikor ti je današnji nebeškoskop zavibriral in čutiš, da želite vzeti energijo v svoje roke pod vašimi pogoji. Tako da, evo, to je bil nebeškoskop, želim prijeten mesec in se vidimo.